Pozdravljeni in dobrodošli na naši novinarski konferenci, na kateri želi župan občine Brežice, gospod Ivan Malan, predstaviti novega podžupana občine Brežice, gospoda Aleksandra Gajskega. Kar župan, izvolite, prosim. Ja, lep pozdrav. Moram reči, da vidim, da smo novi mandat začeli zelo sproščeno, kar nam daje optimizem za naprej. Prav pa je seveda, da kljub temu, da v občini Brežice nazven ne zgleda nič kaj posebnega kot neki sprememb, vendar definitivno se zavedam, da vsak nov mandat prenaša kar veliko odgovornost in ga jemljem glih tako, kot da sem začel prvi mandat. Zato seveda je potrebno določene stvari urediti od konstituiranja občinskega sveta, ki je že bil izvoljen, seveda določeni organi, in pa seveda ena od nalog in pa tudi zakon 33. člen mi nalaga, da mora občina imeti vsaj enega podžupana, ki me namešča tudi v primeru moje odsotnosti. Naš statut nam pa omogoča, da moramo imeti vsaj enega oziroma največ 3 podžupane. Zdaj jaz seveda podžupane lahko izberem samo iz občinskih svetnikov in seveda vedno sem izbiral podžupane takšne, za katere sem smatral, da so ljudje, ki imajo najprej seveda določen ugled in pa na drugi strani, da so ljudje, ki mi praktično tako kot piše tudi v statutu in posod, podžupani so tisti, ki meni pomagajo pri mojem delu. Zato seveda sem tudi se že odločil in se pogovoril z Aleksandrom Gajskim in vesel sem, da je mojo ponudbo sprejel, da bo bil tisti podžupan, ki bo mi pomagal pri mojem delu in pa seveda tudi tisti, ki me bo nadomeščal v primeru moje odsotnosti. Zakaj sem se pač za njega odločil? Moram reči, da seveda Aleksandar Gajski je že praktično, zdaj mislim, da 3. mandat v občinskem svetu, kar pomeni, da že pozna delovanje. Druga stvar pa se mi zelo pomembno vidi, da je človek, ki prihaja iz gospodarstva in to bi rekel res iz tistega zasebnega sektorja, realnega gospodarstva, ko rečemo, bil je delal že v 3, se mi vidi kar poznanih firmah v občini Brežice. Prvo, mislim, da je bil prvi AFP oziroma prva liga, potem je bil v Termah Čatež, zadnje leta pa dela v podjetju Kovis kot tudi uspešnem podjetju, zato jaz verjamem, da je človek, ki mi bo lahko pomagal predvsem na tem gospodarskem, turističnem področju, pa delno tudi kmetijstvo, ki se povezuje zelo močno pa nam z turizmom. Seveda, jaz verjamem, da je tudi on en od, bi rekel, nekih novejših generacij ljudi, ki imajo mogoče malo že drugačne poglede, tudi drugačne izkušnje, ima izobrazbo, zelo pomembno seveda za mene pa je, da je tudi človek, ki je bil zelo vpet tudi v to lokalno, bi rekel, kot danes zelo radi rečemo, nevladne organizacije, v društva, pa naj bo je to kulturna društva ali pa športna društva ali pa kje drugje, tudi v svete krajevne skupnosti, je bil, kar pomeni seveda, da res zelo dobro pozna lokalno samoupravo. Mislim pa, da je tudi človek, ki bo se potrudil in prinesel še neke nove poglede, neke nove ideje in pripomogel predvsem k temu, da bo občina in pa seveda tudi jaz in pa občinska uprava v naslednjih 4 letih delovala v tistem stilu, ki si ga želimo, oziroma delovala predvsem v smeri še izboljšati stvari v občini in zagotoviti kvalitetno življenje našim ljudi in pa seveda tako na gospodarskem področju, kulturnem in pa tudi širše. Toliko za uvod z moje strani, zdaj bi pa jaz kar pustil Aleksandr, da se sam predstavi, da ga malo boljše spoznate in seveda, če imate kakšno vprašanje, da mu tudi vprašanje postavite. Hvala lepo, župan. Lep pozdrav vsem skupaj. Mogoče na začetku ena kratka predstavitev. Sem Aleksandar Gajski, star 48 let, univerzitetni diplomirani ekonomist. Kot je župan že nekje navedel prej, sem zelo vpet v lokalno okolje, v bistvu od zaključka študija, ali je to delovanje na vasi, v kulturnih društvih, športnih društvih in seveda tudi na tem lokalnem političnem področju. Spoznaval sem delovanje preko v 2 mandatih krajevne skupnosti, kot član, kot podpredsednik, kot je župan omenil, tudi že 2 mandata član občinskega sveta. Deloval sem v
dveh odborih, tako odboru za gospodarstvo kot odboru za proračun, finance in občinsko premoženje. Tako da sem preko delovanja v vsem tem lahko spoznal vlogo in delovanje občinske uprave in upam, da sem že v tem času lahko dal svoj doprinos. Seveda je pa odločitev za sprejem funkcije podžupana naslednji korak. Seveda se na tem mestu zahvaljujem županu Ivanu Molanu za izkazano zaupanje, za to priložnost, da sprejmem ta izziv. Vesel sem, da je tudi v meni prepoznal neko dodano vrednost, če smem tako reči. Neko delo ni bilo nikoli težava, z veseljem se tega izziva lotim in verjamem, da mu lahko dejansko na področjih, ki so mi zaupana, torej gospodarstvo, turizm in deloma tudi kmetijstvo, dodal tisto neke svežine, mogoče neke novih idej, ki so potrebne za to naslednjo obdobje. Torej, neki cilji, ki jih imamo, oziroma želje tudi, da premaknemo nekaj dodatnega, predvsem na področju gospodarstva. Župan je omenil, da sem svojo delovno dobo izvajal v 3 podjetjih, različne dejavnosti, trgovina, turizem in industrija. To se mi zdi zelo pomembno in koristno za ta položaj, ker so področje z različnih dejavnosti, ki se na eni strani sopadajo, na drugi strani izključujejo, tako da in subjekti na teh področjih pač potrebujejo, imajo vsak svoje lastne potrebe in ta pregled nad to situacijo mi bo olajšalo to delo. Skratka, kar se gospodarskega področja tiče, občina že v preteklih letih bila zelo aktivna tukaj in sodelovala, iskala besedo s predstavniki gospodarstva. To je seveda potrebno nadaljevati to delo in prisluhniti gospodarstvenikom, njihovim potrebam in občina kot nek support, kot v bistvu moramo te potrebe potem udejanjiti preko aktov in drugih aktivnosti, ki so seveda v domeni občine. Tu bi mogoče na eni strani izpostavil občinski prostorski načrt kot temeljni razvojni dokument za gospodarski sektor. Že v preteklosti se je prisluhnilo in se je poskušalo seveda te potrebe in želje gospodarstvenikov udejanjiti, aplicirati potem v sam dokument. Ko govorimo o tem, je zelo blizu naslednja točka, to so industrijske in obrtne cone. Kot veste, imamo tukaj 3 cone, trenutno je to Dobova, Brzina in Slovenska vas. Kar se tiče Dobovo, je potreba po razširitvi, ker že obstajajo aktualni interesi oziroma potrebe, ne samo interesi, tako da tu je definitivno plan, da se tukaj gre v razširitev. Kar se Brzine tiče, imamo še neizkoriščenih potencijala, tu je želje, da mogoče na nek način pojačamo trženje te cone in privabimo nove vlagatelje. V Slovenski vasi pa vidim predvsem to, da v prvi fazi uredimo vse potrebne infrastrukture in potem v naslednji iščemo rešitve za preostale kapacitete. Ko govorimo o teh conah, je hitro nanese beseda tudi na Feniks, sicer gre za državni projekt. Kljub vsemu si želim, da bi tudi občina tukaj stopnjevala svoje aktivnosti, lahko tudi rečemo pritisk na državo, da pride čim prej do realizacije, oziroma da se premakne iz točke, kjer to vse skupaj nekako miruje. Je pa res, da je moje mnenje glede Feniksa mogoče malo drugačno, kot je bilo v začetku zastavljeno. Res pa je, da od same idejne zasnove tega projekta je minilo vrsto let in situacija na gospodarskem področju se je spremenila. Tu predvsem menim, da je velik vpliv kadrovska situacija. Mogoče Feniks kot območje, kakršno bilo zastavljeno na začetku, je preveliko oziroma mogoče preoptimistično, kajti vprašanje lahko vlagateljem, ki bi prišli v to območje, zagotovili zadosten kader. Verjamem pa, da hočemo preprečiti, da bi si pa podjetja v naši skupnosti kradla kadre, kar bi prineslo veliko nezadovoljstva in zmede na trgu. Sicer neka stopna konkurence na tem področju seveda vedno zaželena, ampak moram biti glede tega zelo previdni. Tako da skrajšam, verjamem, da bo treba tudi pri tem Feniksu malo razmisliti, v katero smer zadevo razvijati naprej. Seveda si želimo, da privabimo takšne vlagatelje, ki so zapriseženi k nekem trajnostnem razvoju in seveda maksimalno samooskrbnem delovanju, kar je v bistvu danes ne zgolj neka okoljska želja, ampak v bistvu pogoj za uspešno delovanje vsakega subjekta. In recimo še zadnja točka na področju gospodarstva bi izpostavil seveda mlade. Verjamem, da imamo veliko mladih, ki razmišljajo ali se bi že oziroma bojo odločili za samostojno podjetniško pot. Tu vidim vlogo občine v tem, da
začne razmišljati in da čim prej udejani idejo vzpostavitve podjetjega inkubatorja. Vidim tu neke sinergije tudi v tem smislu, da te mlade ne samo, da jim ponudimo začetne pogoje, ampak da jih v bistvu na ta način tudi nekako vežemo in zadržimo v našem okolju, kar je definitivno cilj občine. Nekako z roko v roki gre sta gospodarstvo in turizem. Občina v zadnjih letih veliko vlagala v prepoznavnost destinacije. Tu je treba z aktivnostmi seveda to nadgrajevati in dopolnjevati. Tu izdajamo se kot turistična občina, smo seveda v vrhu, kar se tiče števila nočitev. Veseli me, da je, pač glede na to tudi, da sem bil včasih v Termah Čatež zaposlen, poznam te zgodbe dovolj dobro. Še dobro desetletje nazaj je bilo v občini Brežice skoraj 100%, rečemo tam 98% nočitev realiziranih pri največjem ponudniku Termah Čatež. V zadnjih letih smo pa prišli tako daleč, da je število nočitev pri ostalih ponudnikih prišlo že nekje 12 do 15%, kar pomeni, da se bogati naša ponudba in seveda si želimo, da bo to tudi naprej tako. Da pa bo to tako ali še bolje, moram pa definitivno storiti določene korake. Eno od teh je vzpostavitev turistično-informativnega centra, vstop na destinacijo. Želje, da se to vzpostavi nekje čim bliže avtocestnega izvoza, tako da res v bistvu vsakdo, ki stopa v našo občino, da se konfrontira v bistvu že na začetku s tem objektom in s to vsebino. Gre za, kot veste, širitev informacij, dodatna ponudba v smislu izposoje e-kolesja in trgovina z lokalnimi izdelki. Zelo pomembno, da turisti, ki pridejo k nam, da imajo vse možne informacije, da lahko obiščejo v bistvu vse ponudnike, pač glede na svojo željo. Graditi moramo zeleno in trajnostno destinacijo. Ne, da je to le trend v svetu, ampak je to enostavno potreba, življenje nasilja to. In glede tega, jaz to ne vidim kot neko opcijo, ampak to je v bistvu nek mus, ki ga moramo speljati. Kaj s tem mislim? Imamo že določene lokalne turistične ponudnike, ki so se že certificirali. Želimo, da se temu pridružijo tudi ostali. Verjamem, da bi to dodatno pripomoglo k prepoznavnosti. Tako kot se sami ponudniki lahko certificiramo tudi razne dogodke, ali gre to za Brežice, moje mesto, ali gre to za promenado Brežiško. Kar se pa samih investicij tiče, vemo, da imamo v planu že izgradnjo vodnega centra skupaj z vsemi športno-rekreativnimi površinami v Vrbini. Upam, da bomo to v tem mandatu zaključili, da se bomo lahko veselili otvoritve teh bogatih vsebin, ki bi bile pomembne tako za vse občane in občanke, kakor tudi za vse turiste in seveda tudi nek dodaten motiv za obisk turistov k nam. Seveda pa imamo želje še po čem več. Želim si, da bi začeli razmišljati o adrenalinskem tematskem parku, mogoče kakšni mountain bike stezi, o ziplineu in tako naprej. To so definitivno vsebine, ki se pojavljajo tudi drugod, kjer lahko ugotavljamo, da so odzivi na te vsebine zelo pozitivne in tudi to seveda vse vpliva na prepoznavnost in na bogato turistično ponudbo kot tako. Ko govorimo o turizmu, ne moremo mimo navezave s kmetijstvom. Definitivno potrebujemo tudi naprej spodbude za razvoj podeželja. Kot sem prej omenil, imamo na eni strani v turističnem pogledu imamo velike akterje, Terme Čatež, Terme Paradizo, mogoče te masovne dogodke, kot je Brežice, moje mesto, promenada. Veliko tega se pa dogaja na podeželju in zaradi tega moramo tudi naprej razvijati tudi to okolje. Glede na vse klimatske spremembe, ki smo jim priča v zadnjih letih, bo zelo pomembno, da na področju kmetijstva, da speljemo investicijo v namakalni sistem. Naslednja stvar, ki bo pa definitivno prišla, je pa tudi obramba proti toči, ki v zadnjih letih povzroča na kmetijskem področju ogromno škode, pa ne le tam, ampak predvsem tam. Želim si večjega poudarka na ekološkem kmetijstvu, na lokalno pridelani hrani, na tem, da to lokalno pridelano hrano pripeljemo med naše občane in občanke, začenši z javnimi zavodi. Tako da tu verjamem, da je še veliko potenciala, moramo najti načine, kako to udejanjiti. Definitivno je pa to koristno za vse, tako pridelovalce, kot tudi za občane in občanke. Kot zadnjo točko mogoče na tem področju še bi izpostavil povezovanje kmetijstva in turizma na področju kulinarike in vinarstva. Tu imamo bogato ponudbo in verjamem, da je tu še marsikateri potencial, ki ga velja izkoristiti v prihodnjih letih, desetletjih in tako naprej.
tako na hitrico program dela, želje in v bistvu področje, kamor bi se rad vključil, bil aktiven, pomagal županu in občinski upravi, mogoče s kakšno dodatno idejo. Verjamem, da bomo aktivno lahko delali na tem in še marsičem drugim, če bomo spoštovali drug druge, če bomo sodelovali, pa ne le zdaj naštetem, pa v bistvu vse deležnike v naši občini, vsi, ki imajo interes izboljšati življenje tako in drugače v naši občini. Tako da sem vesel in verjamem, da nam lahko uspe v tem mandatu, v naslednjih 4 letih, marsikatero področje spraviti stopničko više. Toliko zaenkrat, hvala.